31 poslancev poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke in Slovenske nacionalne stranke vložilo predlog za razrešitev predsednika Državnega zbora. Kajti predsednik Državnega zbora noče odrediti sklica izredne seje Državnega zbora, ki smo ga omenjeni poslanski skupini zahtevali na temo obravnave financiranja športnega parka Stožice s strani bank v večinski državni lasti v času najhujšega kreditnega krča v Sloveniji. V navedenem primeru gre za očitno zavlačevanje in tudi nespoštovanje pravnega reda, kajti predsednik Državnega zbora v nasprotju z dosedanjo prakso in tudi nasprotju z ustavo in poslovnikom uvaja neke precedenčne primere, ko zaradi domnevno neizpolnjevanja pogojev noče odrediti sklica izredne seje Državnega zbora. Mi ocenjujemo, da predsednik Državnega zbora mora odločiti o našem predlogu in odrediti sklic izredne seje. Za nobenih argumentiranih pomislekov ali razlogov za take seje ne bi sklical. In zato smo tudi podpisniki zahtevali, da zaradi očitne kršitve tako ustave kot poslovnika Državnega zbora Državni zbor odloča o razrešitvi predsednika Državnega zbora. Mi se zavedamo, da je potrebno za razrešitev predsednika Državnega zbora 46 glasov poslancev, vendar ne moremo več tolerirati ali pa nekako mirno gledati, kaj se dogaja v tem mandatu v Državnem zboru. To ni prvi primer, da predsednik Državnega zbora ni odredil sklica seje Državnega zbora na osnovi zahteve kvalificiranih podpisnikov, to se pravi več kot 23 podpisnikov. Taki primeri so se v tem mandatu že večkrat ponavljali. In v vsakem od teh primerov, ko je zavrnil sklic izredne seje Državnega zbora, se je pač postavil kot politični zaščitnik nekoga iz koalicijskih vrst. Mi smo zahtevali obravnavo na izredni seji kreditiranja skupine Ultra in šele v tretjem poskusu nam je pravzaprav uspelo doseči, da je predsednik Državnega zbora sklical to izredno sejo. Ko so pravzaprav minili že, bom rekel, lahko vsi, ko je pravzaprav izginila že vsa ostrina, ki je bila potrebna v tej točki dnevnega reda in s katero bi to zadevo obravnali. Pravzaprav, ko je zadeva že zvodenela. Imamo tudi primere, ko je predsednik razpravo v Državnem zboru po ponovitvah označil in sklical kot zaupno sejo, kot tajno sejo, to je bil v primeru Zavgajeva, ruskega veleposlanika. In kot veste, je na mojo zahtevo o tem odločila tudi informacijska pooblaščenka. In informacijska pooblaščenka je z odločbo ugotovila in naložila, da je bila ta seja sklicana kot zaprta, kot tajna, da je ta zahteva bila neupravičena. Kot rečeno, se v tem mandatu pojavlja vrsta zapletov, vrsta omejitev, ne samo proti Golubiču, tudi proti Kresalovi. S tem sklicem, ko pa smo hoteli razpravljati o kreditiranju in o vlogi bank večinske državne lasti pri financiranju projekta Stožice, pa je predsednik Državnega zbora eksplicitno pokril tudi pravzaprav najslavnejšega podpornika levega trojčka, to je ljubljanskega župana Jankovića. Rad bi vas opozoril na izjavo predsednika Državnega zbora, ki jo dal na 25. seji kolegija 21. maja 2009, ko je dejal, da
je prva stvar, ki je, če hoče parlament delati korektno, da mora striktno upoštevati poslovnik. Poslovnik pa natančno določa, da predsednik državnega zbora mora na zahtevo najmanj četrtine poslancev sklicati sejo državnega zbora. To je v bistvu prepisana tudi ustavna določba in predsednik državnega zbora si je že večkrat dovolil, da take seje ne skliče. V tem konkretnem primeru, ko smo zadevo obravnavali na 58. seji kolegija državnega zbora, zakaj tega ne skliče, je predsednik državnega zbora izjavil tudi naslednje. Tudi če bi pravna služba dala drugačno mnenje, tudi v tem primeru bi se moral odločati, da tega ne bi sklical. Ker je to tako temeljno v nasprotju s tem, kar si predstavljam in kar zagovarjam v politiki kot demokratično načelo. Se pravi, predsednik državnega zbora se je postavil v vlogo, ko arbitriral v tem, ali imamo pravzaprav ustavno pravico ali nimamo ustavne pravice, da zahtevamo sklic seje državnega zbora.